Kako si Andrej in Klemen predstavljata fair družbo, glede na to, da zagovarjata vpliv sreče na uspeh posameznika? To je ful zanimivo vprašanje iz tega vidika, ker če je vse sreča, ne, ali pa lik sreča, ne, kako boš ti sploh fair družbo zgradil, ker boš vedno jo mogel popravljati, ne, na srečo. Kako bi ti... Moja pozicija je, da že tako je moja tako življenjska, mogoče filozofija ali pa nek tak filozofski pogled tukaj je, da nek fairness, kako je to, poštenost, ne, ampak ne poštenje v smislu, da si dober ali slab, ampak egalitarnost, pravičnost. Jaz že izhajam iz pozicije, da življenje ni pravično. Že zaradi tega, ker že geni, ki jih ti dobiš, determinirajo nek aspekt te pravičnosti. Se pravi, nekdo se rodi z nekimi sposobnostmi, z nekimi telesnimi lastnostmi, ne? Lep, grd, ne vem, bolj dovzeten za neke bolezni, nekdo manj dovzeten. IQ. Tako inteligenca, ne? Že tukaj imaš ti zelo velik spekter, da ima reči v narekovaju nepravičnosti. Ne? In zaradi tega, ker pa je to del življenja, ne, ta inherentna nepravičnost v začetni točki, plus še vse ostalo, starši, vzgoja, ekonomski položaj, država, kjer se rodiš in tako naprej, ne. Ja, bi pa naš ta v bistvu čut za sočloveka bi pa mogel biti toliko močen, da bi mi potem družbo to tako oblikovali, ne, da bi te začetne nepravičnosti probali nekako ne izničiti, ampak zmanjšati. Ne. Umiliti. Ja, zdaj, kako to narediti, pa mislim, da sta 2 oziroma 3 pomembni, rečemo, stebri družbe, ne, je dober pravni sistem, dobro šolstvo pa dobro zdravstvo. Ne. In jaz mislim, da dober politik ali pa dobra politična stranka bi se mogla zavzemati, da so te 3 stebri družbe, ne, da so zelo močni. Se pravi, da ljudje in vsi ekonomski subjekti v družbi igrajo po pravilih, ne da velike korporacije pač izigravajo sistem. Ne. To zdaj ni več sploh vprašanje neke nacionalne, to sploh ni več nacionalno vprašanje, to je v bistvu že nadnacionalno, ne, ker so korporacije danes že močnejše kot države, tako da ti bi rabil nek čisto v bistvu neke nove dogovore, ne, tukaj med državami, ampak to je itak zelo težko. To, ne, šolstvo, zdravstvo, to pa še vedno mislim, da je dost v rokah na nacionalni ravni. Ne. To bi mi kot družba, ne, po mojem, mogli, se pravi, da če je s tabo nekaj narobe telesno, ne, ali pa tudi umsko, da ti pomagamo, se pravi, v nekem tem vprašanju zdravja, pa izobrazba. Ne. Ker to je v bistvu tisto, s čemer ti sploh, ne vem, dostop do knjig, da imaš ti, da imaš pač dostop do informacij. Ne. To je v bistvu to, da ti pol lahko nekaj narediš iz sebe. Ne. Tako da, zdaj, ko vprašal, ne, fair družba, mislim, da ne obstaja, lahko pa družbo naredimo tako, da te inherentne nepravičnosti, ki so ti danes geni rojstvom, statusom tvojih staršev, vzgojene, da probamo med ljudmi pač zmanjšati te razlike. Vemo pa, da te produkcijski sistemi, ne, kot je recimo kapitalizem, pa so pa seveda pa v bistvu lahko vodijo do tega, da tisti, ki so v tem
v teh štartnih pozicijah imeli srečo, da to še amplificirajo potem naprej. Ja. In s tem ni nič narobe. Jaz pravim, da nekdo, ki je imel srečo, naj ta svoj potencial še izboljša. Mislim, če je on na poziciji, kjer lahko to naredi, to v bistvu nekako, je družbena, mislim, imel si srečo, je nekako tvoja dolžnost, ne? Ampak to se ne bi smelo dogajati na račun, da potem so drugi člani družbe toliko na slabšem, ne? Kar je pa pol situacija, v kateri smo, kjer je v bistvu tekmovanje, med ljudmi, ne pa toliko sodelovanje. Sej, na eni točki mi sodelujemo, ne? Ampak vprašanje je pol, kje pa začnemo tekmovati, ne? Ker ti tako, če ti rečeš, če vzameš samo celico družine, lahko rečeš, vsi sodelujemo, ne? Noben v družini ni, ne bo mama enega otroka, mu bo želela slabo, pa drugmu dobro, načeloma, ne, tako ne bi bilo. Ali pa ljudje, ki se združujejo v podjetja, tudi tam načeloma sodeluješ za nek gain, ampak kaj pa se pa zgodi, ko je eno podjetje, pa drugo podjetje pa na trgu tekmujeta, Ja. Tam se pa ustvarja konkurenca. In problem, jaz največji, ki ga vidim, je, da mi danes nimamo skupnega cilja. Mi ne vemo, zakaj bi sodelovali, za kar se da veliko množico ljudi. In tukaj potem pride do tega, da nimaš, da ne moreš imeti fair družbe, ker o tem ne razmišljaš, ker ti razmišljaš, Ko boš boljši od drugega. tako, ja. Ali pa kako bo neka ožja skupina, želiš svoji družini, pa mogoče svojim bližnjim prijateljem, da ji gre dobro, Ja. pa svojemu partnerju poslovnemu, to je pa to, Ti ne greš, zdaj da boš rekel, jaz hočem, da so vsi Slovenci, da prosperirajo. Se je nekdo že v drugi stranki ali pa je druge vere, pa ga imaš ti za, v bistvu ga razčlovečeš, rečeš, on je pa, pes, opica. Ja. A veš? Tako da, zakaj pa je stanje tako? Pa jaz mislim, da je tudi čisto ta v zahodni družbi, propad vodstvenih kompetenc, leadershipa. In kje se skriva odgovor, je, da so pa poslovne šole, ki naj bi ustvarjale dobre biznis ljudi, so vse management šole, kjer se gre bolj za optimizacijo procesov. Harvard je Business School of Management. Ful bi bilo boljše, če bi bil to Business School of Leadership. Kjer bi se mogli pač več pogovarjati o teh vprašanjih. Ja, jaz mislim, da nimam kaj za dodati, ker sem se vse strinjal, kar si rekel, no? Tako da niti ne bi probil